Domenica, ieri, ho partecipato. V nedeljo, torej včeraj, sem sodeloval pri slovesnosti v spomin na fojbe in sicer v Trstu. Gre za slovesnost, ki izhaja iz zakonodaje Italije iz leta 2004. Spomnim se besed italijanskega predsednika Mattarelle. In te besede je izgovoril že predsednik Napoletano pred nekaj leti. Posvetiti se temu dnevu je spomniti se na pomemben nacionalni in pa mednarodni dan. Dan pretresov, ne smemo pozabiti na fašizem, kajti šlo je za sovraštvo, ideološko in pa etnično nasilje. In žrtve so bile številne, tudi med tistimi, ki niso imeli nobenega opravka s fašisti. Veliko je bilo žrtev, predvsem italijanskih žrtev, pa tudi hrvaških in slovenskih. To je bila ena izmed največjih katastrof sodobnega časa. Tukaj gre za zgodovinsko dejstvo in ta slovesnost želi to tudi izpostaviti. V svojem prispevku sem izpostavil mir in pa spravo med Italijani, Hrvati in Slovenci ter prispevek vseh teh narodov k evropskemu projektu. Italijanska Dalmacija, Istra, to niso zgolj geografska območja. Gre za prebivalce, ki tam živijo in številni so prisostvovali tudi tej slovesnosti. Gre za preobrat v odnosih med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. To so sedaj narodi, ki jih povezuje prijateljstvo. Gre za zgodbo o uspehu, kot je uspeh Evropska unija. In žal mi je, če je kdo narobe razumel moje besede. Želel sem le posredovati sporočilo miru, kajti ne želim, da bi se kaj podobnega kadarkoli ponovilo. Prego. Onorevole Bokovič. Presidente. Izvolite. Gospod predsedujoči, rad bi vam zastavil vprašanje v italijanščini, da ne bo nesporazumov. To, kar ste povedali sedaj, je bilo sprejemljivo. Sovraštva več ni in to je res. Ampak italijanska Istra, italijanska Dalmacija, to sta izraza, ki lahko imata tudi drugačen pomen. In ta vaša izjava ni bila dobro sprejeta, zato morate to razložiti. Zato, gospod predsednik, prosim, da to pojasnite, kajti to je zelo pomembno za tiste, ki danes živijo v Istri. Rad bi živel v miru, poskrbel sem za to skupaj s prijatelji, da bo Istra dvojezična. Gospod Bogovič. Spoštovani predsednik, zahvaljujem se vam za pojasnitev včerajšnje izjave, kajti to, kar je bilo včeraj razumljeno tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, kot je dejal kolega Jakovčič, je bilo povsem drugače. In izraz italijanska Istra, italijanska Dalmacija nas je nehote vrnila ne samo v čase po drugi svetovni vojni in za dogodke, ki jih Slovenci, Hrvati, Italijani vsi obžalujemo, ampak tudi v čase po prvi svetovni vojni, ko je italijanski fašizem zadal veliko gorja temu delu Slovenije, Hrvaške, Evrope. Zahvaljujem se še enkrat za to pojasnilo in želim, da v tem duhu tudi zaključimo to temo, kajti sicer gre stvar v zelo napačne vode in ni v duhu 21. stoletja in vem, da se vi ne prizadevate za sovraštvo, ampak za prijateljstvo. Zato vas še enkrat se vam zahvaljujem za opravičilo in vas prosim za jasno pojasnilo ljudem ob meji, ki to pričakujejo.
Credo di averlo sempre dimostrato recandomi. Mislim, da sem tekom svojega celotnega mandata večkrat pokazal, da sem za mir med Italijo, Slovenijo in pa Hrvaško. Večkrat sem obiskal obe strani meje in tudi v svojem članku, ki sem ga zapisal za pomemben italijanski časnik, sem dejal, da želim mir in da želim, da narodi živijo v miru. Večkrat sem obiskal tudi Črnogoro, Makedonijo. Torej ne gre za to, da bi vzpodbujal sovraštvo. Gre zgolj za to, da sem se želel posvetiti tistim, ki so izgubili življenja v teh grozljivih